Zdaj, to so naše grobe napovedi, kako se bodo kompetence na področju teoretičnih in strokovnih znanj, podjetniških znanj, digitalnih znanj, sodelovanja in komuniciranja ter ročnih spretnosti spremenila v naslednjih 7 letih. Zdaj, seveda tukaj so to grobe ocene. In prav gotovo, da v vseh dejavnostih tako velikih sprememb ne bo. Ampak trendi so pa jasni in naše zadrege so, ker na eni strani opažamo, da se v rednem izobraževalnem procesu premalo ukvarjamo s spremenjenimi kompetencami, ki bodo potrebne za to, da bomo mi konkurenčni kot posamezniki, kot okolja, kot družbe. In na drugi strani, seveda, kar je še večji problem, ker imamo starejše nad 40 let, ki so tudi v povprečju v Evropski uniji podizobraženi. Saj vemo, ne? Mi imamo nadpovprečno izobraženo mlado generacijo, tam nekje do 40-45 leta, to je seveda res. Ne? Lahko potem kasneje pogledava, kako je, ampak dejstvo je, da imamo mi enega izmed najvišjih deležev terciarno izobraženih diplomantov vsako leto. To ni več problem v Sloveniji. Problem so kompetence starejših nad 40 let, z vidika gospodarstva seveda, gledamo to, kjer je zelo težko s starimi metodami izobraževanja, učenja, se pravi s temi andragoškimi pristopi, doseči njihovo motiviranost.